Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednik vlade Pahor Oborči podpira inicijativo predsednika republike Danila Atatürka za začetek razprave o morebitnih ustavnih spremembah. Premijer ugotavlja, da je ustava živ organizem, ki mora prenesti potrebne spremembe, hkrati pa opozarja, da je k sleherni takšni pobudi treba pristopiti izredno preudarno. Premijer pa se bo opravičil predsedniku republike, ker je njegova stranka v predvolilnem letaku uporabila 2 fotografiji prvega aristokrata s kandidati za evropske volitve, čemur po novem predsednik nasprotuje. Jaz se bom predsedniku opravičil. Ampak ne pričakujete pa, da bi se to umaknilo? Ta letak? Ne more se. A pustimo opravičevanje za podporo. Kako je premijer zadovoljen s finalom Lige prvakov? Kot večina športnih navdušencev sem si tudi jaz včeraj seveda ogledal ta nogometni spektakel in navijal za nogomet in tudi užival v tej predstavi. Užival v tej predstavi. Ne, nisem bil, tako kot drugi ne, tudi jaz ne. Pozornost, ki jo je pobuda predsednika republike Danila Türka za razpravo o ustavnih spremembah doživela v javnosti, po njegovih besedah kaže, da so razlaga, razumevanje in vprašanje o spreminjanju ustave zanimive teme uredne razprave. Kot je na novinarski konferenci še dejal Türk, je lahko vloga predsednika republike pri tem koristna. In dokje bodo tekle razprave tistih, ki se ponavadi ne strinjajo? Razumem tudi skrb profesorja Bučarja, ki je zelo tehtno poudaril, da se seveda v ustavno besedilo ne sme posegati brez resnično dobrega premisleka in da on ne vidi dobrih razlogov za spreminjanje ustave. Jaz bi želel tudi profesorja Bučarja povabiti k takim razpravam in seveda slišati vse njegove argumente o vprašanjih, ki bi ta razprava dala na površino. Predsednik uprave zavarovalnice Triglav Andrej Kocič je odstopil z položaja prvega moža zavarovalnice, nadzorniki pa so odstop soglasno sprejeli, je po seji nadzornega sveta povedal njegov predsednik Borut Jamnik. Na njegovo mesto so začasno imenovali dosedanjega delavskega direktorja Miša Čeplaka. Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič Novomeški pa od novega nadzornega sveta NLB pričakuje, da bo prišel do dna pogodb vseh članov uprave banke, ne le nekdanjega predsednika uprave Marjana Milijon Kramarja. Plače v bančnem sektorju, ki je v večinski državni lasti, bi morale biti v osnovi javne. Objava te pogodbe v tem trenutku se mi zdi, sam, če si lahko dovolim, tu eno politično izjavo pripisal poskusu tistih, ki so v prejšnjem mandatu tolerirali izplačilo teh visokih nagrad, da preusmerijo pozornost na nekaj drugega, ne pa na lastno odgovornost. Vendar to mi ne bo uspelo, ker dejstva slej ko prej pridejo na dan. Vlada je potrdila predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki med drugim prinaša ustanovitev agencije za kakovost visokega šolstva. Na neodvisno agencijo, ki bo prevzela naloge sveta za visoko šolstvo, vlada ne bo imela vpliva. Zakon pa bi po pričakovanjih ministra Golobiča lahko bil sprejet že jeseni. Visokošolska situacija na Hrvaškem pa v Sloveniji ne bi bila mogoča, zato tudi naš filozof naj ne bi imel domačega dela. Koliko pogojnikov, a? Če bo ta dialog se nadaljeval in če bomo uspeli skozi pravni red uveljaviti tista načela kakovosti in odličnosti, ki od visokega šolstva vsi pričakujemo, potem bi ne smelo priti do scenarijev, ki jih morda vidimo v kakšni drugi državi in morda bo Slavoj Žižek ostal v Sloveniji brez dela. Slovenija se je v letnem poročilu Amnesty International o stanju človekovih pravic v svetu znova znašla zaradi kršenja človekovih pravic izbrisanih in oviranja dostopa romskih otrok do izobraževalnega sistema. Amnesty International opozarja, da slovenske oblasti niso priznale diskriminatorne narave izbrisa in niso izpolnile odločb ustavnega sodišča. Florence Hartmann, nekdanja PR-ovka Carle Del Ponte, pa je na predstavitvi svoje knjige v Ljubljani zbranim razložila, kaj bi počeli vojni zločinci, če ne bi bilo Haaškega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. Milošević n'aurait jamais été inculpé. Milošević ne bi bil nikoli obsojen. Karadžić partirait au ranch chez Richard Holbrooke. Karadžić bi šel na ranč k Richardu Holbrooku. Mladić aurait encore ses cochons qu'il appelait Dick et Madeleine. Mladić bi imel še vedno svoje prašiče, ki jih imenuje Dick and Madeleine. C'est vrai, tout ça. Res, to je vse res, ne hecam se, ampak... C'est bien contre le stress. Ampak je dobro proti stresu.
O Titovi jami in nasedlem stadionu komentar dneva Miha Jazbinšek. Berem prispevek Titova jama Slavoja Žižka. Zares naj bi kot nova stranka dobro začel s protitajkunsko politiko, zdaj ga čaka še dvojni preizkus. Trupla iz Hude jame in poimenovanje ulice v Ljubljani po Titu. V obeh primerih, da je čutiti isto nelagodje, Hudo jamo zares in Levica, ki ne zasluži tega imena, čutita kot privatni greh, ki ga je treba minimalizirati, zato naj desnica ne dreza van, dokler ni cerkev upravila s pedofili. Tita pa razumejo predvsem kot simbol in poosebljenje prejšnjega režima in hinavčijo z bratstvom in enotnostjo. Žižek jim pove, naj v dilemi zgodovinski velikan ali zločinec začnejo Tita bolj obravnavati kot bedno nastopaško megalomansko figuro, poimenovanje ulice po Titu, največjem simbolu kontinuitete, pa mora zato pri pravem levičarju zbuditi zgolj grozo in obup. Zares seveda ni zdržal ne protitajkunske politike, ne obeh preizkusov. Še več. Dan po preimenovanju Štajerske ceste za Titovo cesto se je ukitil z Jankovićevo predvolilno podporo Romanu Jakiču na poti v Evropski parlament. Moje osebno stališče seveda je, če se kakšna cesta preimenuje, naj se dostojno. Zato vezati Titovo ime na nasedlo investicijo stadiona Stožice in na Štajersko cesto, kateri izgradnjo MOL malomarno blokira že desetletje, ni dostojno Titovega imena. Je pravzaprav zloraba tega imena. Ker se čudeži v gradbeništvu ne dogajajo, se nasedla investicija očitno financira iz spornih finančnih virov ali pa na račun podizvajalcev. Janković znova napoveduje razkritje novega financerja za konec junija, Delta pa je seveda še v vedno pogodbenem odnosu, zato mora ta gordijski vozu presekati minister za finance dr. Franc Križanič. Ta čas se realizacija projekta dogaja protipravno tudi z vidika upravnih dovoljenj, zato so dani vsi pogoji tudi za kazenski pregon. Ministrstvo za finance sem pozval, da izvrši nadzorstvo nad zakonitostjo akta o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo štadiona, športne dvorane ter trgovskega objekta s pripadajočo infrastrukturo, ki smo ga na mestnem svetu MOL sprejeli dne 8.10.2007, ker akt ni v skladu z ustavo in zakonom v taki meri, da ta projekt v okviru takega javno-zasebnega partnerstva ni uresničljiv. Predpisani ukrepi objektivno po svojem obsegu in posledicah ne vodijo do cilja. MOL ne bi vložil niti evra, finančno pa bi bil nesorazmerno prizadet zasebni partner, ki bi moral za MOL zgraditi 2 kapitalna športna objekta in plačati ves komunalni prispevek za kompleks, sam pa bi iztržil le lastninsko pravico na idealnem deležu tretjine zemljišča. Ustrezna rešitev je priprava novega akta po predpisanem predhodnem postopku investicijskega elaborata za oceno možnosti in odločitvi o javno-zasebnem partnerstvu na tej osnovi. Vključiti se morajo institucionalno in finančno tudi vsi potencialni javni partnerji, najmanj s področji, ki jih pokrivajo minister Golobič, Univerzitetna dvorana, minister Lukšič, nogometni stadion in minister Vlačič, program Dars MOL. V aktu pa je treba zagotoviti tudi bodoče upravljanje športnih objektov. Slovenija, 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 kulturac. Včeraj je bila v Škucu predstavitev postaje Diva. Za tiste, ki tega ne veste, je Diva arhiv videoumetnosti na Slovenskem. Barbara Borčič, kustosinja razstave, pravi. Diva je Digital Video Archive. In od kdaj že poteka ta projekt? Diva je precej nova, ampak se v bistvu navezuje in v prvi sobi smo naredili tako, da se vidi kontekst te Dive. To se pravi, kontekst digitalnega video arhiva je pa čisto začetek, je mogoče video dokument, ki je dokumentiral in tudi malo raziskval video umetnost v slovenskem prostoru. V menzi pri koritu pa smo lahko poslušali Banjaluške Sopot, fuzija balkanske in elektronske glasbe. Predstavili so nov album Equilibrium.
Še vreme, priporočamo, da se kot novinarji pred vladno palačo držite sončne strani ulice. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje!